Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tudi tokrat je pred nami čudovita zimska zgodba, v kateri bomo spoznali družino polhov, ki se je počasi pričela pripravljati na prezimovanje. A polhcu Sivčku se je zdelo čudno, da bi zimo kar prespal, zato se je odločil, da zime že ne bo prespal, saj bi rad videl, kakšna je zima. Mislite, da bo polhec zimo prebedel ali prespal? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Polhkova prva zima. Poletja je bilo konec in družina polhov se je pripravljala za zimo. Oče polh je vse noči nabiral poganke in lešnike, da družina ne bo stradala. Gospa polhova je zbirala suhe vejice in liste za udobno gnezdo. Kmalu bo napočil čas za prezimovanje, je povedala otrokom. Kaj je prezimovanje? Je vprašal polhec Sivček. Takrat se zvijemo v gnezdo in prespimo zimo, mu je razložila mamica. Ko se bomo zbudili, bo spet pomlad. Hočeš reči, da prespimo vso zimo? Je vprašal Sivček. Ja, ljubček, je pokimala gospa polhova in vtaknila še eno slamico v gnezdo. Zakaj? Je vprašal Sivček. Ker je pozimi mraz in zunaj ni hrane, je pojasnila mama polhovka. Sivček je pomislil, kako je to čudno. Ali vse živali prespijo zimo? Je vprašal. Vse ne, je odgovoril oče polh, ki se je ravno tedaj vrnil s polno vrečo lešnikov. Polhi pa. Ampak jaz nočem, se je odločno uprl Sivček. Rad bi videl, kakšna je zima. Ne bodi neumen, zimo vedno prespimo, je jezno pihnil oče polh. Odložil je vrečo hrane in odhitel po novo zalogo. Ampak jaz nočem prezimovati, je Sivček zatrdil mami. Ko se bo ohladilo, boš pa prav rad. Takrat ti bo pognala gosta zimska dlaka, da boš tak, kakor jaz, ga je zavrnila mama polhova. Zdaj mi pa skoči ven po nekaj listov, bodi tako priden. Pripraviti moram udobno gnezdo, da nam bo po zimi toplo. Sivček je zagrabil vrečo in odcapljal gozd po listje. Tam je srečal veverico Čopko, ki je po tleh vneto pobirala žir. Zakaj nabiraš žir, Čopka? Je vprašal polhec. Ali tudi ti prespiš zimo? Veverica je odkimala. Ne, ampak ven ne hodim veliko, je odvrnila. Premrzlo je in hrane ni, zato nabiram zalogo za zimo. Rad bi videl zimo, ji je povedal polhec. Nočem je prespati. Zelo rad boš spal, ko bo jesen mimo, se je oglasil ježek Vodiček, ki je prilezal izpod podrtega drevesa, kjer si je gradil gnezdo. Kakor hitro pride mraz, si poiščem udobno skrivališče. Tam spim, dokler ni spet pomlad. Torej tudi ti prespiš zimo? Je vprašal Sivček. Vsekakor, je prikimal Vodiček. Če spiš, se najlepše pretolčeš skozi zimo. Sivček je pomislil, kako dolgočasno je to. No, jaz že ne bom vso zimo samo spal, je povedal. Ne bom in pika. Ko je polhec z vrečo listja odcepetal proč,
sta se Bodiček in Čopka nasmejala drug drugemu. Bomo še videli, se je muzal ježek Bodiček. Potem si je šel naprej graditi gnezdo. Sivček je sklenil, da bo izvedel več o zimi. Povprašal bom jazbeca Črtomira, je pomislil. On vse ve. Črtomira je zagledal, ko je nabiral praprot za gnezdo. Mi lahko poveš kaj o zimi, Črtomir? Je vprašal polhec. Črtomir mu je pripovedoval o snegu, ki pokriva zemljo, in o vodi v reki, ki je tako mrzla, da se včasih spremeni v led. Sivček si je mislil, kako razborljiva je zima. Komaj je čakal, da bo videl sneg. Noči so bile vedno hladnejše in polhi niso bili več veliko na prostem. Radi so se vračali v toploto svojega doma. Potem pa je oče polh neke noči oznanil, da je napočil čas za prezimovanje. Noči so že veliko prehladne, je rekel. Čas je, da se pošteno najemo, se zvijemo v gnezdo in zaspimo do pomladi. Mama polhova in mladiči so mu pritrdili. Čutili so, kako jih preveva utrujenost. Lotili so se jagodičja in lešnikov, ki jih je bil nabral oče polh. Potem so se zleknili k dolgemu spancu. Vsi, razen Sivčka. Tudi on se je zvil in se delal, kot da spi. Ko so vsi trdno zasmrčali, je spet zlezel iz gnezda. Niti na misel mu ni padlo, da bi spal. Vso zimo bo buden, da bo videl sneg. Sivček je vsako noč hodil ven in iskal sneg. Zunaj je bilo zelo hladno. Sivček je bil vesel, da ima debel zimski kožuh. Gozd je bil ves spremenjen. Na drevesih ni bilo listja in na grmih ne jagodičja. Videti je bilo, kot da vse spi. Sivček je taval po gozdu in upal, da bo našel tovariša za igro. A kaj, ko ni bilo nikjer nikogar? Potem pa je neke noči srečal Črtomira. Kaj pa ti počneš zunaj, mali polhec? Ga je vprašal jazbec. Moral bi spati. Rad bi videl zimo, mu je zaupal Sivček. Rad bi videl sneg. No, želja se ti bo kmalu izpolnila, ga je potolažil Črtomir in ovohal zrak. Kar voham, da bo jutri snežilo. Sivček je že komaj čakal. Naslednjega dne je bilo res zelo, zelo hladno. Sivček je trepetal od mraza in se hrepeneče oziral po gnezdu, kjer so prezimovali njegovi domači. Potem se je spomnil, kaj je bil rekel Črtomir in pokukal ven, da bi videl, ali je že kaj snega. Zaprepadeno je strmel v čudni beli svet, ki se mu je razprostiral pred očmi. Vse je pokrival bel prah. Tudi drevje in grmovje. To je gotovo sneg. Končno ga vidi. Sivček je pohitel ven, da bi se igral. Čof, je padel v sneg. Bil je tako globok, da bi se kmalu čez glavo vdrl vanj. Sivček je splezal ven, kakor hitro je mogel. Tako se je tresel od mraza, da so mu šklepetali zobje. Sneg mu ni bil nič všeč. Tudi zime ni maral. Bilo je premrzlo. Sivček se je še zadnjič ozrl po belini in odhitel domov. Otresel si je sneg s kožuha in zlezel v gnezdo. Bilo je mehko in toplo. Mogoče pa zimsko spanje le ni tako napačno.
Bravo, polh, Ecivček, za tvoj pogum ter vztrajnost. Zasnežena pokrajina je res čudovita, tiha in svetlikajoča, a topel dom s svojimi najdražjimi je kot mehka odeja, zavijete v toplino, ki je zima nikoli ne more vzeti. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici Zimski dremež, prijazno vabljeni k poslušanju. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi polhca Sivčka. Čau, čau. No, vidiš, pa si le videl zimo. Pozdravljeni, dragi otroci! Prijazno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. V tokratni pravljici bomo spoznali prikupnega ježka, ki mu je silovit veter odnesel gnezdo, poleg tega pa je nastopila tudi zima. In ubogi ježek je hodil naokrog in iskal primerno zatočišče. Srčno upam, da mu ga je uspelo najti. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Nekega zimskega dne. Mali ježek si je pravkar pripravljal ležišče za zimo, ko ga je nenaden piš vetra prekucnil. Odnesel je njegovo udobno gnezdo in ga dvignil visoko v zrak. Ježek se je ves tresel, ko je veter tulil okoli njega. Kaj pa zdaj? Trdno je zgrabil svoj šal, kapo in rokavice, da mu jih ne bi odpihnilo, ter skušal najti zavetje med koreninami. Toda kamorkoli je šel, veter je tulil vse povsod. Ostal bom pri jazbecu, dokler vihar ne mine, je pomislil in si dobro potegnil kapo čez bodice. Potem se je tesno zavil v svoj topel šal, si nataknil rokavičke, globoko zajel sapo in odcapljal. Na travniku je bil veter še močnejši. Travne bilke so se močno upogibale in po zraku so se vrtinčili listi in snežinke. Ježek še ni prišel daleč, ko je naletel na družino poljskih mišk. Vse premražene so čepele v visoki travi in drgetale od mraza. Še prav nikoli nisem doživela takega viharja, je zacvilila mama miš. Veter nam je odpihnil gnezdo in moje uboge otročičke hudo zebe. Tudi moj dom je odpihnilo, je rekel ježek. Zdaj sem namenjen k jazbecu. Za vas imam nekaj, kar vas bo ogrelo. Snel je svojo volneno kapo in jo dal miškam. O, kako lepo, so cvilile miške in se pred vetrom stisnile vanjo na toplo. Hvala, ježek. Ježek je zaril nosek globoko v šal in je odcvoril ob deroči reki. Na bregu je stala vidra. Pihala in puhala si v šapice. Živjo, vidra, je zaklical. Kaj pa počneš? O, živjo, ježek, je odgovorila vidra. Moj kožuh mi sicer dobro greje, šape imam pa čisto ledene. Na, vzemi jih, je rekel ježek in ponudil vidri svoje rokavice. Ogrele te bodo. Hvala, ježek, je rekla vidra. Ampak v tem mrzlem vremenu bi moral biti doma. Saj nimam več doma, je žalostno rekel ježek. Veter mi ga je odpihnil. Zdaj grem k jazbecu, je še zaklical in stekel naprej. Ježek je kmalu prispel v gozd, kjer je bilo še več snega. Težko ga je gazil in si utiral pot med snežnimi zameti, pa še veter je žvižgal in tulil okoli njega. Pod grmom sta se stiskala mama srna in njen mladiček.
O, Ježek, zakaj nisi v tem groznem viharju doma, v svojem gnezdu? Je vprašala mama srna. Ježek je povedal, da mu je gnezdo odpihnilo. Medtem ko je pripovedoval, je opazil, da mali srnjaček drhti od mraza. Vzemi ga, je rekel in mu podal svoj šal. Kako si prijazen, je rekla mama srna. Hvala, Ježek. Ježek je gazil naprej, vse hitreje in hitreje. Z vrha griča je že zagledal Jazbečevo hišo, ko mu je na poledeneli stezi spodrsnilo. Na pomoč! Je zavpil in že drsel ter se kotalil po snegu. Jazbec si je pravkar kuhal čaj, ko je nekaj treščilo njegova vrata. Bum! Strela, kaj pa je to? Je zavpil in spustil kruhek. Odprl je vrata in skoznje se je privalila bodičasta kepa. Ja, za božjo voljo, je ves začuden zaklical. Saj to je Ježek! Jazbec je odnesel Ježka v naslanjač ob ognju in mu prinesel skodelico čaja. Ježek mu je opisal svoje popotovanje skozi vihar. Zdaj mu je bilo toplo in udobno, zato je kmalu zaspal. Ježek je ostal pri Jazbecu, dokler se vihar ni polegal. Potem sta se skupaj namenila tja, kjer je bil včasih Ježkov dom. Malega Ježka je že zelo skrbelo. Kako bom zgradil novo, močno gnezdo, ko pa je veter odnesel vse listje, bilke in vejice? Je plašno vprašal. Jaz ti bom pomagal, je prijazno rekel Jazbec. Skoraj sva že tam. Presenečenje! Je nekdo zaklical izza vokala. Ježek je ostrmel. Živali, ki jih je srečal med viharjem, so mu zgradile najudobnejše gnezdo, kar jih je kdaj imel. Za najprijaznejšega Ježka na svetu so zaklicale vse skupaj. Zelo srčna pravljica, kaj ne? In vedno znova spoznamo, da lahko s skupnimi močmi ter dobrimi prijatelji doživimo čudovite trenutke. Prav tako lahko znova poudarim, da se dobro z dobrim vrača. Zato bodimo prijazni drug do drugega. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa prisluhnite še eni precej podobni pravljici z naslovom Sneženi mož in božične vile. Sedaj pa brž na toplo in uživajte zimske dni. Prijeten pozdravček prav vsem. Čau, čau. Ja, ubogi revež. Ne ti bo pa toplo, a ne? Imaš tako prijazne prijatelje. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji zimsko obarvani pravljici bomo spoznali gozdne živali, ki so v pričakovanju nečesa posebnega. Le česa? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo čudoviti pravljici v rimah z naslovom Zima je zajčica. Prav spokojno v tišini nemo drema gozd po zimi. Na temnih vejah že zarana, kot kristal se sveti slana. Ravne smreke in gole bukve molčijo, v temno nebo nepremično strmijo. Tam zgoraj vse sivoje in zemlja že čaka. Mogoče kdo ve, kdaj prišlo bo izza oblaka? Še veter je obmolknil. Izgubil je glas. Sinička zašepeta. Je končno že čas? Veveriček prizdigne smrček in zakriči.
Mislim, da ga vidim. Kaj se ti zdi? Zajčica z noskom povoha, nekaj že sluti. Ne vidim ga, a v zraku se čuti. Sladek in slasten je kot mlečni cvet. Vonj njegov je kot iz nebes vzet. Sinička nestrpno leta sem in tja ter žorgoli. Bo že prišel? Nič ne vidim. Nemirno krili. Kdo? Kje? Odkot? Se obračajo vse povprek. Tukaj je, glejte. Z neba že pada sneg. Kot peresca se lahkotno spuščajo snežinke, v nemem plesu igrajo male sevilinke. Vedno več jih je, 100, nešteto, v čarobnem vzdušju plešejo zavzeto. Beli kosmi so prav vse povsod. Pokrili so veje, bel je rečni prod. Pokrili so trato, grmovje, korenine. Trije prijatelji strmijo v bele balerine. Prizor je čaroben in res čudovit. Bel plašč ves gozd je ovit. Ko pa zaključi se snežna predstava, Veveriček sklikne: Igrajmo se, to bo zabava. Zamolkli belini v srečen skaklja. Kepajmo se, kepajmo, veselo čeblja. Paf, naravnoš smrček mu kepa prileti. Kdo je bil? Haha, se zajčica širokih ust smeji. Veveriček zdaj kepo napravi, jo vrže odločno, šment. Zgrešil je tarčo, Siničko zadel je močno. A če se zajčica smeje in Veveriček greši, Sinička se brani in bitka se razplamti. Pazi se, ne boš me, smeje padajo v znak. Res sreča, da vsak padec v sneg je blag in mehak. Po 6 poskusih Sinička se ustavi. Prijatelji, bi se kaj drugega igrali? Katero bomo izbrali, da nam bo lepo? Čarovnik meša barve? Ne bo šlo. Hej, pod borom Veveriček zaropota. Skrivalnice, kaj pravite, družba, ste za? Neto izšteva. An, ban, 5 podgan, a na koncu je prav on izbran. Veveriček šteje zaprtimi očmi, v tišini se skrijejo, že jih več ni. Sinička v bližnji brlog se pritaji, zajčica pa daleč, daleč stran odhiti. Dolgouhka želi najti čim boljše skrivališče. Nobeno ji ni prav všeč, zato še naprej vneto išče. Preveč enostavno je tukaj za njo, šadljajo tako njene nožice v cvro. Ob poti polno skrivališče opazi, vseeno še naprej po snegu gazi. Šadlje navzgor, čez hrib je že šla, ko se le ustavi in se vpraša: kam sem prišla? Nehote se je zajčica oddaljila, se v neznane loge izgubila. Zašepeta si: boljše, da se vrnem. Ampak joj, v katero stran naj se obrnem? Sem? Tja? Mogoče, ali pa tudi ne. Poti je res polno, a enake bele so vse. Ena ni drugačna od druge poti. Izgubila sem se, zajčica ugotovi. Kaj pa zdaj? Tik, tak, čas teče in nič ne reče. Tup, 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 iz srček bije drhteče. Še malo in bo padla temna noč, v njej se strah prebuja. Na pomoč! Ne vidi več se dreves, bliža se polnoč. Kaj če v temi volkovi jo odpeljajo proč? Zajčica zavpije: slišim glasove iz daljave, prosim, pomagajte mi iz te goščave.
Skozi gostno to iza grebena lahkotno in šepetaje priskakljata prijatelja njena. Sinička, veveriček, kako sem vaju vesela. Zajčica, tukaj si, sta složno zapela. Pogrešala sva te, se preplašila, kar hitro sva se iskanja lotila. Kako sta me našla, sta imela pomoč? Sledi v snegu si pustila, ko odtacala si proč. Vidiš, za njimi sva šla, to res ni problem. Zajčica je srečna, podari jima topel objem. Res lepo sta me presenetila, zdaj pa rada bi domov odšla. Po zasneženi poti zdaj lahkih nog prijatelji v vrsti korakajo čez log. V družbi še strahica skrije in gost spet čarovnija ovije. Sonce zahaja in dneva že skoraj več ni. Veveriček lučko prižge, si pot osvetli. Po beli pokrajini utrujena druščina hodi, svetloba zdaj proti domu jih vodi. Korak za korakom bližje so, glej, Sinička zapoje, doma smo, juhej! Ob toplem kaminu kramljajo hvaležno, Ježko opisali bodo dogodivščino snežno. Ko spet dišalo bo po cvetoči pomladi, se bodo zimske zgodbe spominjali radi. Evoj, čudovita zimska pravljica. Zimski čas je za živali res nekaj posebnega. Ne le zaradi čarobnega vzdušja, temveč tudi zaradi bele, puhaste odeje, ki prekrije okolico. Ta pa jih lahko tudi malce zmede ali celo zavede. A če so živali v družbi pravih prijateljev, kot naša današnja knjižna junakinja Zajčica, je na koncu vse v najlepšem redu. Bravo, živali! Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še mnogim drugim zimskim pravljicam. Lepo se imejte, uživajte v zimskih dneh in se kmalu spet poslušamo. Pošiljam vam en zimski pozdravček. Čau, čau! Zelo simpatična pravljica. Pozdravljeni, dragi otroci! Prijazno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Tokrat bomo ponovno spoznali jazbeca, ki pa je lačen in prezebel. In v hladni zimski noči mu na pomoč priskočijo prijazne gozdne živali. Le katere živali so lahko tako prijazne? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Na hladno zimsko noč. Bila je globoka, temačna zima. Siloviti snežni viharji so se dneve in dneve vrtinčili po gozdu in živali so čisto premrle in se stradane ždele v svojih brlogih. Nocoj pa se je pokrajina nenadoma ovila v tišino in nebo se je zjasnilo. Lisjak je pokukal iz zasnežene votline. Iz teme pa se je izvila samotna postava. Jazbec, ki se je v mesečini srebrno lesketal. Pozdravljen, je ljubeznivo dejal jazbec. Želodco mi kruli, mi lahko prosim odstopiš kaj za podzob? Lisjak se je namrščil. Hrane je imel komaj zase. Toda jazbec ga je tako dobrotljivo gledal in lisjak si ni mogel kaj, da mu ne bi pomagal. Počakaj, je odvrnil lisjak. Hvala, se je jazbec hvaležno nasmehnil ter vzel peščico jagod, ki mu jih je ponudil lisjak.
Potem pa je sklonjeno glavo, ki jo je bičal rezki veter, odgazil dalje v sneg. Oster mraz in lakota tudi miški nista dali spati. Sukala in premetavala se je po ležišču, ko je zaslišala odmev korakov. Ježeš, ježeš, je zavzdihnila. Le kdo se sredi noči potika zunaj? Pozdravljena, je milo rekla srebrna postava. V želodcu mi kruli, mi lahko prosim odstopiš kaj za podzob? Saj nič nimam, je zagodrnjala miš. Hrane ni nikjer za dobiti. Razumem, je prikimal jazbec in se obrnil. Miška je poslušala, kako je težko škripanje jazbečevih stopinj počasi zamrlo. Zdel se je silno prijazen in ljubezniv. Ona pa ga je kar odgnala. Čakaj, se je zapotila za njim. V bližini prebiva zajklja, mogoče lahko ona kaj pomaga. In tako sta se miška in jazbec družno prebijala proti zajkljenemu domku. Veter pa jo je bičal. Snežinke so se vrtinčile okoli njiju. A miška se je navkljub zlovešči temi počutila varno ob jazbecu, ki so se mu tople oči lesketale kot dve žareči zvezdi. Zajkli pa ni bilo prav, da sta jo predramila. Še manj pa je bilo do tega, da bi s komorkoli delila skromno prgišče jagod, ki si jih je prihranila. Vem, da je pozna ura, zajklja, toda jazbecu sem rekla, da bi ti mogoče lahko pomagala, je šepnila miška. Vas premrl in sestradanje, jaz pa tudi. No, če je tako, pa zlezite noter k meni, bi odvrnila zajklja. Skupaj so pozobali njene poslednje jagode. In zajklja je obujala spomine na mnogo prijaznejše dni. Na tiste srečne dni, ki sta jih z miško prebili skupaj in si delili vse. O, kako se je tožilo po njih. Prav kmalu se jima je jazbec zahvalil in odšel. In tedaj se jima je brlog zazdel še bolj mrzel in noč še bolj temna. Ubogi jazbec, zunaj mraz reže do kosti, je zavzdihnila miška in pomolila smrček v ledeno, hladno temo. Upam, da mu ne bo nič hudega, je zaskrbljeno pristavila zajklja. Tedaj pa sta zagledali temačno postavo, ki se jima je počasi približevala. Lisjak je vzkliknila miška. Kaj pa ti tukaj? Ga je pobarala zajklja. Jazbeca iščem, je pojasnil lisjak. Ves oslabel in sestradan je bil. Miška in zajklja sta prikimali. Tudi njiju je skrbelo zanj. Mislim, da bi ga morali poiskati, je rekla miška. V lesketajoči se snežni odeji so se jazbečeve sledi svetile kot srebrni tolmunčki. Snežni metež pa je huškal čedalje močneje, ko so trije prijatelji gazili po jazbečevih stopinjah vse globlje in globlje v gozd. Poglejta, je naposled pokazal lisjak. Pri drevesnih koreninah je spal jazbec, kožuh pa mu je pokrivala ledena skorja. Ves je premrl, je šepnila miška. Revček. Pomagati mu moramo, je vzkliknil lisjak. Čisto obtihceno, da ga ne bi predramili, sta miška in zajklja znosili na kup mehak mah in listja, s katerim sta mu postlali. Lisjak pa mu je v sneg skopal zavetje. In potem so se v prijetnem in toplem snežinem brlogcu tesno privili drug drugemu. Veter je zavijal in snežinke so se usipale z neba, oni pa so spali tako sladko, kot še nikoli. Toda zjutraj
jazbeca ni bilo nikjer. Prijatelji so se ozrli naokoli in zagledali srebrne sledi, ki so se izgubljale v dalji. Kdo ve, kam jazbeca zdaj vodi pot, je dejal lisjak. In ali se bo še kdaj vrnil? Tisti hip pa je miška vsaj iz sebe zavrisknila. Poglejta! Vsi trije so osuplo strmeli. Kako čudovito darilo, je šepnil lisjak. To je čudež, je zašepetala miška in tedaj je opazila še sporočilce. Dobro dejanje se vedno poplača in ljubezen, ki jo daješ, se zmeraj vrača. Od jazbeca je vzkliknila zajklja, saj smo vedeli, da je nekaj posebnega. Nenadoma je sonce predrlo oblake in tisočere snežinke so se zaiskrile, prav tako svetlo, kot so se lesketale jazbečeve dobrotljive oči. Ja, čudovita pravljica. Pravljica o prijaznosti, pomoči ter prijateljstvu. Živali so res začutile jazbečevo stisko in mu priskočile na pomoč po svojih najboljših močeh. Moram pa priznati, da me je zelo ganilo tudi jazbečevo sporočilo. Dobro dejanje se vedno poplača in ljubezen, ki jo daješ, se zmeraj vrača. Ja, pa še kako resnične so te besede. Se jih velja zapomniti. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa prisluhnite še pravljici Božič tečnega jazbeca, v kateri boste spoznali prav tako prijaznega, a malce drugačnega jazbeca, ki je bil precej tečen in to ravno na božični dan. Ampak naj vam prišepnem, na koncu je jazbec le spoznal, da je Božič čudovit čas za druženje ter praznovanje. Otroci, uživajte in ne pozabite na jazbečevo sporočilo. Pozdravček prav vsem. Čau, čau. Ja, zares čudovita pravljica. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Danes bomo spoznali radovednega ježka Herbija, ki se je pripravljal na svojo prvo pravo pustolovščino. Čeprav se je sprva spraševal, ali je sploh dovolj pogumen za nov korak, je kmalu odkril, da v sebi nosi več moči, kot si je kdajkoli predstavljal. Z malo domišljije in veliko srčnosti se je podal v svet, kjer so ga čakala presenečenja in nova prijateljstva. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Herbijeva velika pustolovščina. Herbij se je rodil ob koncu poletja, ravno ko je začelo odpadati prvo jesensko listje v gozdu. Mamica, je vzkliknil Herbij, ko je odprl oči. Dobro jutro, Herbij, mu je mamica rekla nežno. Herbij se je privil v njen objem. Vse je bilo tako, kot je moralo biti. Kmalu se je Herbij začel igrati. Zakopal se je v skrivno jamo, strmoglavil v zeleni goščavi in se zakotalil po strmem pobočju gore. Jej! Herbij je rastel zelo hitro. Iz dneva v dan je vse bolj postajal velik jež. Nekega dne mu je mamica povedala vznemirljivo novico. Herbij, je rekla,
Zdaj si že skoraj pripravljen na svojo prvo pustolovščino – iskanje hrane. Iskanje hrane? Je vprašal Herbie. Šel boš raziskovati in poiskati kaj dobrega za podzob, mu je pojasnila. Herbie je bil začuden. Toda mamica, na to še nisem pripravljen. Saj sem samo majhen ježek. Herbie, pripravljen si. Zdaj znaš kopati, se prevračati in vohati. Odšel boš svet in raziskoval, k meni pa se boš vrnil, ko bo tvoje pustolovščine konec. Še prehitro je prišel veliki dan. Veliko sreče in uživaj, mu je zaklicala mamica. Herbie je drhtel od pričakovanja in se pogumno odpravil v svet. A še preden se je dobro spoznal z njim, že ga je dvignil v zrak vrtinec zahodnega vetra. Herbie se je prekopiceval in obračal ter pristal na kupu pravkar odpadlega listja. Hrešč! Hitro je začel brskati po njem, da bi si našel kaj za podzob. Le kaj me je tako skrbelo? Se je spraševal. Iskanje hrane je vendar zabavno. Herbie je grizljal jabolčni ugrizek in zdelo se mu je, da je vse tako, kot mora biti. Ravno ko je Herbie začel kopati malo globlje, je skozi gozd privršal nov piš vetra. Herbie se je trdno oprijel majhnega rjavega lista. In veter jo je ponesel daleč stran. Zaprl je oči, medtem ko ga je zrak vrtinčil okrog in okrog. Pristal je z glasnim pok. Brr. Izkopal se je na plan in odprl oči. Vse je migljalo in se bleščalo. Herbiju je bilo hladno in ves je bil moker. Zagledal je mali list, ki ga je odnesel tako daleč. In že se je nečesa domislil. Tada! Herbijev mali list je postal klobuk. Herbie se je po svoji poti povzpel na najvišji vrh sveta. Potem pa je postal zaspan in zaželel si je, da bi se lahko ulegel k počitku. Toda kje? Najprej si je ležišče poskušal pripraviti svojega bodičastega prijatelja. Nato se stlačiti v trolov žep in se stisniti pod sovino perut. A naj se je še tako trudil, Herbie nikjer ni mogel spati tako udobno kot v materinem naročju. Potem je Herbie zagledal skrivnostno senco. In ko je bil vse bližje in bližje, je senca postajala vse večja in večja, dokler ni Herbie stal v senci velike matere severne medvedke. Jaz sem Herbie, je rekel ježek pogumno. Ves dan sem brskal in vohljal za hrano, zdaj pa iščem prostor za počitek. Zebe me in zaspan sem. Zapihal je nežen vetrič in Herbie je videl, kako mama severna medvedka prikimava in ga vabi v svoje naročje. Brez pomisleka je stekel k njej. Prijazna mama severna medvedka je ježka toplo objela. Vse je bilo, kot je bilo treba, in Herbie je zaspal. Herbie je vso noč trdno spal. Zjutraj se je počutil bolje. Hvala, mama severna medvedka, se je zahvalil Herbie in se skobacal iz njenega naročja. V tistem trenutku je okrog njega zažvižgal gromozanski piš vzhodnega vetra. In veter ga je dvignil ter nesel vso pot do doma. Kar vedela sem, da se boš danes vrnil domov, Herbie, je rekla njegova mamica. Imela si prav, mamica,
je rekel Herbie. Res sem bil pripravljen na veliko pustolovščino. Ampak šele zdaj, ko sem doma s teboj, se mi zdi, da je vse tako, kot mora biti. A še res je. Kako čudovita, pustolovsko obarvana pravljica. Bravo, Herbie, tudi mi smo uživali ob tvojih pogumnih doživetjih. Namreč pogum se prične takrat, ko naredimo prvi korak. Tudi če ne vemo, kam točno nas bo pot popeljala. A z domišljijo, vero vase in prijaznim srcem lahko tudi vsak izmed nas odkrije svoj svet čudes. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni pravljici s knjižnim junakom Ježkom z naslovom Veliki bučni podvig. Prijazno vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte in naj vas Ježkova pustolovščina zaziblja v nežen spanec. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi prikupnega Ježka Herbija. Čau, čau! Bravo, Ježek. Zdaj pa hitro na zimsko spanje. Lahko noč. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat je pred nami nežna zimska pravljica o želvi, ki zime prav nič ne mara. In zakaj ne mara zime? Tako pač je. A kaj se zgodi, ko želva išče miren kotiček za svoj dolgi zimski dremež, pa prav nikjer ne najde prave tišine? Ji pa na koncu le uspelo najti primeren kotiček, kjer bo lahko zaprla oči in se potopila v topel spanec? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo simpatični pravljici z naslovom Zimski dremež. Želva se je pripravljala na dolgo zimsko spanje. In ravno se je skobacala pod odejo, ko... Čju? Pozdravljena, Želva, je zažvrgolela taščica. Bi se nam rada pridružila pri pevskih vajah? Ne, je zastokala Želva. Rada bi spala. Želve ne maramo zime. Zakaj pa ne? Je zažvrgolela taščica. Tako pač je rekla Želva in vzela svoje stvari, da bi si poiskala mirnejši prostor. Želva je zlezla v svojo novo posteljo. Ravno je hotela zapreti oči, ko... Tap, 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 tap. Hojla, Želva, bi rada izdelovala ledene skulpture z mano? Je vprašal zajec. Ne, je zastokala Želva. Rada bi spala. Želve ne maramo zime. Zakaj pa ne? Je vprašal zajec. Tako pač je rekla Želva in znova pobrala svoje stvari. Želva je gazila po snegu, dokler ni našla novega prostora za spanje. Postlala si je in se znova zavila v odejo. Ravno je hotela zapreti oči, ko... Bum, pof, bum. Hej, Želva, se greš kepat z nami? Je vprašala veverica. Ne, je jezno odgovorila Želva. Rada bi spala. Želve ne maramo zime. Zakaj pa ne? Je vprašala veverica. Tako pač je zastokala Želva.
Zakaj bi katera žival po zimi sploh ostala budna? Je zakotrnjala želva. Bila je utrujena in zeblo jo je. Za nameček pa si je morala poiskati še mirnejši prostor za spanje. Želva je sklenila, da se bo povzpela malce višje. Želva se je znova ugnezdila v svojo novo posteljo. Ravno je hotela zapreti oči, ko... bom, švis. O ne, je zavpila želva. Štrbunk. Zima mi gre res na živce, je rekla želva. Želva se je povzpela na velik zasnežen hrib. Za majhnim drevesom je našla ravno leseno desko. Prostor je bil kot nalašč za zimsko spanje. Zavila se je v odejo in ravno je hotela zapreti oči, ko... šuc! Ko je želva švigala po bregu navzdol, se je kar naprej smehljala. Morda pa zima sploh ni tako slaba, je pomislila. In ko je sanmi odletela visoko v zrak, se je kar naprej hihitala. Morda pa zima ne prinaša samo mraza in snega, je pomislila. Jupi! Med drsanjem po ledu je spoznala, da se je motila. Tisti večer se je želva v družbi svojih prijateljev drsala, vrtela in zabavala pozno v noč. Niti malo ni bila utrujena ali premražena. Morda bi se ponašla tudi kakšna želva, ki je zima celo všeč. Čudovita zimska pravljica. Naša knjižna junakinja je ugotovila, da včasih potrebujemo le nepričakovan trenutek, da na vse skupaj pogledamo drugače. Verjamem, da se je želva imenitno zabavala, a na koncu je najbrž polna zimskih dogodivščin tudi prijetno zaspala. Mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni zimsko obarvani pravljici z naslovom Polh urh. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi želve. Čau, čau. Res simpatična pravljica. Ja. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat nas čaka prav posebna zimska dogodivščina, v kateri bo palček Pavel sredi mirne zime prebudil polha urha, da mi bo pokazal, kako čudovito zasnežena je narava. Narava je bila sicer čudovita, a polhu urhu ni bila najbolj všeč. A ko je znova želel zaspati, ni in šlo. Zato je moral palček Pavel uporabiti vse svoje domiselne trike, da bi prijatelja znova zazibal v spanec. Mislite, da mu bo naposled le uspelo? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo zgodbi serije Drobižki z naslovom Polh urh. Polh urh se je počutil čisto otrplega. Misel na to, da bi šel ven, ga ni prav nič več navduševala. Kako žalosten je vrt v tem letnem času, je zavzdihnil. Tako žalosten in mrtev je, ko na njem ni nobene cvetice. Ampak vrt vendar ni mrtev,
mu je dejal palček Pavel. Samo spi, zdaj, ko je zima. Zdaj, ko je zima? Hočeš reči, da je že? Ja, zima, Urh, zima. O, za Lešnikovo voljo, kako pozen sem, je rekel Urh. Nujno se moram čim prej odpraviti spat. Točno tako, lepo hiti in glej, da se dobro pokriješ. Vsi se pokrijte, moji dragi prijatelji, kajti jutri ne bo več dobro hoditi naokrog v poletnih oblačilih. Močno se bo ohladilo. Naslednji dan je dejansko začelo snežiti. Sneg je ves dan padal v debelih kosmičih. Kot prilepljen na svoje okno je palček Pavel občudoval lepoto zimskega spektakla. Kako je lepo! Kako je to lepo! Mislil je na vse svoje male speče prijatelje, seveda tudi na polha Urha. Če bi Urh lahko to videl vsaj enkrat v življenju, ne bi nikoli več rekel, da je zima žalostna. Urh pa je trdno spal, mehko, udobno pogreznjen v svoje mehko gnezdo. Psst, je zašepetal Pavel. Ali spiš? Hej, psst, psst, je zašepetal še malce glasneje. Odgovori mi, ali spiš? Odgovora ni bilo. Polh je bil še vedno tiho in se ni premaknil. Ali se bo že zbudil, lenuh mali? Zdaj mu je polh obrnil hrbet in ne da bi odprl oči, zamrmral. Ali lahko pred tem nekaj malega prigriznem? Že mesece nisem ničesar pojedel. Ne zdaj, je odvrnil palček, medtem ko ga je vlekel dol z njegovega ležišča. Ne, dokler ne vidiš presenečenja. Polh je odvlekel do vrat, ki so ostala široko odprta. No, ali ni čudovito? Ja, ampak tako mrzlo je potarnal Urh. Ali si prepričan, da je že pomlad? Daj, utihni in raje občuduj pokrajino, je vzkliknil Pavel ves nasmejan. Polh si je pomencal oči in jih na široko odprl. Saj to je grozno. Grozno? Kako to misliš grozno? Ja, točno tako, kot sem rekel. Grozno. Ves ta sneg, vsa ta belina. To pa ja ni prav nič grozno. Nasprotno, čudovito je. Veš, Pavel, kaj je čudovito? Mu je odvrnil Polh, medtem ko se je vračal nazaj na svoje ležišče. Čudovito je to, ko lahko mirno spiš, ne da bi te kdo motil. Spati, spati, je vzdihoval Urh. Že zdavnaj bi moral spati. Ubožec se je zaman po svojih najboljših močeh zvijal v klobčič. Zaman je zatiskal oči in poskušal razmišljati o prijetnih in pomirjujočih stvarih. Nič ni delovalo. Ne le, da je bil še vedno buden, sploh ni bil več zaspan. In to sredi zime za Lešnikovo voljo. Zaradi nespečnosti je naš polh na koncu zapustil svoje gnezdo in stekel proti najbližji hiši navihanega palčka. Urh, ja, kakšno presenečenje, je vzkliknil palček. No, vstopi že, namesto da tam šklepetaš zobmi in pridi hitro sem, da se pogreješ ob ognju. Veš, zdajle sploh ni pravi čas, da se takšna mala živalca, kot si ti, sprehaja zunaj. Če pa si že tu, mi povej, kaj te je prineslo? Ne morem zaspati, je zaihtel polh. To je pa zelo zoprna zadeva, je priznal palček rahlo v zadregi.
Ampak jaz ne berem pravljic za lahko noč in ne pojem uspavank. Delam pa zelo dobre zeliščne čaje. Na, izvoli, spi in sanjaj o globokem spancu, v katerega se boš kmalu pogreznil. Polh je nagnil skodelico palčkovega zeliščnega čaja in se nakremžil. No, tako, je rekel Pavel. Zdaj pa te pospremim domov. Ali si prepričan, da bom zaspal? Spal boš kot polh, Urh, kot polh. Potem, ko je svojega prijatelja pospremil domov, je palček ob svojem prijetnem ognjišču znova našel svoj ljubi mir. Ampak le za nekaj časa, kajti polh je kmalu spet potrkal na njegova vrata. Jaz sem, Urh. Joj, Neno, zdaj imam pa dovolj teh tvojih hecov, je vzkliknil Pavel. Takoj se vrni domov, si me razumel? Dajmo, brž v posteljo in da te do spomladi ne slišim več. Lotim te, odprimi. Dobra, v redu, vstopi. Ampak res na hitro, ker sem se ravno odpravljal spat. No, poslušam te, zakaj ne moreš spati? Ne vem, je odgovoril polh. Čisto sem razdražen. Bi še malo zeliščnega čaja? Urh se je skremžil. Ne, nočem zeliščnega čaja. Ali si poskusil šteti lešnike? Lešnike? Se je začudil polh. Ampak zakaj? To včasih pomaga. Takole gre. 1 lešnik, 2 lešnika, 3 lešniki, vse do 100 lešnikov. In naenkrat in že spiš. Si prepričan, Pavel? Seveda sem prepričan. Mi palčki enako počnemo s samokolnicami. 1 samokolnica, 2 samokolnici, 3 samokolnice. Polh je za trenutek okleval. Je bolje šteti lešnike ali samokolnice? Samokolnice lešnikov, je Pavel hitro rešil dilemo. Upoštevajoč palčkove nasvete, se je Urh vrnil k sebi domov in takoj, ko je legel v posteljo, začel šteti samokolnice. Štel jih je ure in ure, a še vedno kar ni in ni zaspal. Utrujen od tega, da še vedno ni utrujen, se je spet odpravil do palčka. V redu, že dobro, razumem, je zavzdihnil mali stari možic. To noč boš spal pri meni, ampak pozor, samo to noč. In ne računaj name, da ti bom brisal nos in te zazibal v spanec. Ko sta se ulegla, je Urh poprosil še za pravljico za lahko noč. Za branje pravljice prepozno, mu je rekel Pavel in se pretegnil. Jutri moram zgodaj vstati. Nič drugega kot eno čisto kratko pravljico za spanček, prosim. Ne, ni govora. Ampak zakaj ne? Zato, ker pač ne. V redu. Če je pa tako, potem pa ne bom spal, je protestiral polh. Ker ga je misel na neprespano noč navdajala z grozo, je Pavel stal iz postelje in odšel po edino knjigo, ki jo je imel, Palček vrtnar. Boš videl, mu je rekel z vedrim glasom, tole je zelo poučno delo. Polh je odprl svoje velike oči in prisluhnil branju prvega poglavja. Kako vzdrževati svojo samokolnico? Sledilo je drugo poglavje. Kaj storiti, ko je škropilnica preluknjena? Potem je sledilo branje tretjega poglavja. Prekopavati, ne da bi se utrudili. Temu je sledilo četrto. Ali znate posaditi zelje? Ko je Pavel prišel do 5. poglavja,
je začel postajati utrujen. Ob branju 6. poglavja se je moral že ščipati za lica, pri 7. pa se je zaradi rok, ki knjige niso mogle več držati, knjiga zaprla sama od sebe. Tedaj se je polh tesno stisnil k palčku in tudi sam zatisnil oči. Pogreznil se je v globok spanec, ki je trajal celo zimo. Kako prijetna zimska pravljica. Palček Pavel se je res trudil in ko mu je končno le uspelo zazibati prijatelja polha v sladke sanje, je vedel, da jo bodo po dolgem zimskem spancu znova prebudili topli pomladni žarki in pred njima bodo novi trenutki, ki jih bosta delila skupaj. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še drugim zgodbam knjižnih junakov iz serije Drobiški. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček v družbi polha Urha ter palčka Pavla. Čau, čau! Res simpatična pravljica. Je pa le sladko zaspati.